Torej, današnji seminar je četrti v letošnji sezoni, tako kot mi imenujemo, od Out of the Box seminarjev. Tema je bila, kot verjetno veste, nas narava lahko zapusti oziroma kaj so ekoremediacije. Zdaj v samem Out of the Box seminarju mogoče potekajo vsako zadnjo sredo v mesecu ob 5, tradicionalno nekako na rektoratu, tu pa tam kot danes, naprimer, pa jih prestavimo tudi v kakšno drugo okolje. Komu vse pa so ti seminarji namenjeni? Namenjeni so širšemu občinstvu, torej širši javnosti. Želeli bi ob tem, da so prisotni zaposleni na univerzi in njeni študentje, da nas obiščejo tudi ljudje iz mesta, tako rečemo, oziroma iz okolice. Kdo pa pripravlja v bistvu zamisli o teh seminarjih, torej kdo vse bi sodeloval, se lahko osebe same prijavijo ali je to zgolj vaša ideja? Ne, to je odprt koncept, tako da se vsak lahko prijavi. Zaenkrat je tako, da se prijavljajo ravno tako, da imamo nekako pokrite te zadnje srede v mesecu, tu in tam imamo kak izreden seminar, kot bo zdaj, naprimer, čez dobra 2 tedna. Ti izredni so namenjeni tujim predavateljem, medtem ko pa na naši spletni strani seminar outofthebox.si pa je tudi prijavnica, ker lahko sami prijavite seminar. Če imate vedno na pipi vodo, vi ne veste, kako je, če je kdaj ni. In iz tega vidika tu izhajamo iz omejenih naravnih virov, zato da tudi iščemo tiste možnosti, kako v resnici zmanjšati porabo energentov in pa vode. Kako si razlagate dejstvo, kot ste omenili, da je naš družbeni sistem naravnan k temu, da gledajo vsi samo na bruto družbeni proizvod? Verjetno manjka neke, moralne etike v samem tem sistemu naše politike? Po drugi svetovni vojni je bil glavni trend čim več proizvesti. In to, da je še danes ostala edina mera, čim več proizvesti, je merilo 50 let po drugi svetovni vojni in žal se vsi napori, ki jih mnogi vlagajo v to, da bi se razvoj širše tolmačil, ne samo koliko smo proizvedli, kil sladkorja, kil moke, število avtomobilov, torej to ni samo to dovolj, treba je upoštevati tudi novo ustvarjeno znanje, torej človeški kapital in pa seveda okoljski kapital. Žal v indeksu družbenega bruto proizvoda to ni upoštevano, ker gre za zelo povprečno vrednost, ker se izračunava iz prihodkov in iz odhodkov, ampak v resnici so vmes zelo velike razlike med ljudmi. Že če pogledamo povprečno plačo, kot tudi take neki parameter, je ogromno razlika med tistim, ki dobi najvišjo pa najnižjo, v bistvu pa potem to neka srednja povprečna plača. Je pa verjetno začeti to novo miselnost, morda najlažje pri najmlajših. Kot smo že omenili oziroma kot ste omenili v osnovnih šolah, potem morda tudi v vrtcih. Se osnovne šole rade odzovejo na to spodbudo k tej miselnosti ali imate tudi morda kje kakšne probleme? Vrtci, osnovne šole, srednje šole, predvsem biotehniške šole in fakultete na veliko, z veliko motivacijo, z tako gorečnostjo želijo premike. In meni je zelo žal za tisoče mladih, ki tako verjamejo, da je možno narediti nekaj, ampak ko stopijo na trg dela, se pa takoj zapre tisto upanje, ker v resnici vidijo, da ne morejo ničesar spremeniti, da so kovani v neke dogme, ki jih stari predpisi narekujejo in da je nekako razvoj zelo vezan na 4-letna obdobja vladanja in mora se to spremeniti.